Dajmo začeti z novico, ki je ta teden odmevala bolj kot glas Teje Jarc na Krederci. Govorim seveda o visokem porazu slovenske nogometne reprezentance. In da je še hujš, smo zgubili proti Hrvaški. Kada ni dost, da smo zgubili že morje. Med drugim se je ta teden zgodilo tudi to. Približno 20 protestnikov brez maske včeraj vdrlo v prostore nacionalne televizije. Prebili so se do studia osrednje informativne oddaje. Prav ste slišali, v stavbo RTV so vdrli protestniki. In ne gre za člane petkovih protestov, ki obožujejo kolesarjenje in sovražijo vlado, pač pa gre za člane gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije, ki obožujejo nadlegovanje zaposlenih na RTV, sovražijo pa cepljenje, zdrav razum in vse, kar diši po inteligenci. In kdo je njihov vodja? Protestnike je vodil Ladislav Troha, poznan kot nekdanji protestnik proti stanju Slovenski vojski in kot mož, ki je domnevno zaigral lastno ugrabitev. Sedaj vodja gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije. Boste šli na Slovence? Boste šli na naš narod? Anticepilci so za svojega poglavarja zbrali pravega človeka. Ne samo, da je odličen za vodenje, še kitaro špila tako. Če gibanja OPS ne poznate, čestitam. Zamujate namreč dejstva, kot so. Koronavirus ne obstaja, cepljenje je genocid in vsi, ki imajo drugačno mnenje, so ovce. Ker oni vsekakor niso ovce. Porabili bomo prisilna sredstva. Ležat. Skupaj kot eden. A ste videli to? Ležat, jim je rekel, in oni so ga ubogali. Za skupino ljudi, ki misli s svojo glavo in ostale obtožuje, da so ovce, so presenetljivo dobro zdresirani, ali se me zdi. Glavni razlog za taborjenje gibanja OPS pred stavbo RTV pa je bila njihova zahteva, da jim na RTV-ju dovolijo, da v eni od oddaj svoje ideje kričijo na gledalce. Kar sploh ne bi bil problem, če bi prišli v studio oddaje Zvezdane Mlakar. Pa če bi še anticepilci pil urin, bi bili popolni gostje za pogovor z njo. Hashtag Zvezdana je zakon, res. Vdor protestnikov ni bil všeč zaposlenim, ki so poklicali policijo in stvari so povsem nepotrebno eskalirale. Imamo dokaze. Ne, ker nas ne slišite. Ne slišite, ker so roboti. Ne slišite Ker so roboti mafije. Roboti mafije. Včasih je pri teoretikih zarote težko vedeti, če govorijo o novi zaroti ali pa so sam nesramni do policajev. Opozarjam vas, zapustite kraj, drugače bomo mogli Čakajte, uporabiti prisilna zdaj sredstva. bom eno stvar razložila, ker verjamem, da cepivo ni učinkovito, da ni varno in oni to vejo. A je ta gospa ravno kar rekla policaju, da dela cirkus, pa ne se umiri? Medtem, ko je ta druga specialcem razlagala, zakaj cepivo ne deluje. Gospe, vaši cojones so muy grande. Vaša pamet po drugi strani ni muy grande. Ti dve anticepilki očitno ne verjameta ne v virus, ne v policijsko nasilje. So pa protestniki dosegli eno stvar. Prepoved so sicer že predlagali v začetku julija, a jih je ljubljanska upravna enota zavrnila, saj da pogoji za prepoved javnega shoda niso bili izpolnjeni. No, zdaj pa so. Anticepilci niso več pred RTV-jem in zgodba je na srečo končana. Ali so bili v nočnem incidentu v Kamniku na delu zanikovalci covida? Okoli 1 zjutraj je tam zagorela mobilna covid točka, na kraju pa so gasilci odkrili nekaj letakov s pozivi k svobodi in koncu PCT terorja. Pardon, sem rekel, da je zgodba končana. Hotel sem reči, zgodba se je iz RTV-ja prestavila v Kamnik. Pardon. Naj bo to za danes vse iz naše najbolj nepriljubljene rubrike. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.